Zdaj si bomo pogledali pa še nekaj malce težjih enačb, eksponentnih. Zdaj, zakaj so težje? Zato, ker imajo več členov na vsake strani. Zdaj smo imeli v bistvu vedno en sam člen, zdaj jih bo pa več. Poglejmo, tukaj imamo recimo 3 člene, na levi strani sta 2. Kako se zdaj lotiti tega? Nekako bomo mogli izračunati to dvoje. Zdaj, ker je vmes plus, mi tega ne moramo sešteti, lahko pa izpostavimo skupni faktor. Recimo, če bi imela iz 3 na 2 plus 3 na 3, tega ne moremo sešteti, lahko pa izpostavim tisto, kar je na manj, 3 na 2, pri prvem ne ostane nič, zato napišem 1 plus 3 na 1. Ker pač 3 na 3 je 3 na 2 krat 3 na 1. Kaj pa zdaj tukaj? Imam 5 na x, tukaj pa 5 na x plus 1. Zdaj 5 na x plus 1 bi lahko zapisala kot 5 na x krat 5 na 1. In zdaj vidim, da se 5 na x pojavi v obeh in zato bom to izpostavila. 5 na x ostane 1 plus 5 na 1 je 30. Zdaj to, kar je v oklepaju, vedno izračunamo. To so neke lepe številke. 5 na 1 je 5, plus 1 je 6. In zdaj lahko to enačbo enostavno delimo za 6. Če s čim lahko delimo, delimo. In ostane 5 na x, je 30 deljeno 6 je 5, torej je to 5 na 1. Iz tega dobimo, da je x enako 1 in naša enačba je rešena. Gremo k naslednji. Se pravi, vedno izpostavimo tisto, kar je manj. Recimo, tukaj bom iz tega in tega izpostavila, to v minus 27, ko bom dala pa na drugo stran, pa zapisala s potencami. Minus 27 na drugi strani je 27, to je 3 na 3. Pri teh dveh bom pa izpostavila, kaj je manj. Manj je 3 na x plus 1. In 3 na x plus 2 bi lahko zapisala 3 na x plus 1 krat 3 na 1. Se pravi, to pa to seštejemo, dobim x plus 2. In pri prvem mi torej ostane 3 na 1, pri drugim pa to izpostavim, ostane mi pa ta dvojka. Takole. In dobim 3 na x plus 1, 3 minus 2 je krat 1, je 3 na 3, zdaj krat 1 niti ne rabim pisati, in dobim tole, in dobim lepo enačbo, kjer imamo isto osnovo, torej morate biti tudi stopnja ali eksponenta enaka. Torej je x plus 1 isto kot 3, in x je 3 minus 1, kar je 2. X je 2. Pak naslednji podoben postopek. Zopet, od teh dveh bomo izpostavili, s tem, da ker je tukaj x minus 1, je to manjše število. Zato bom 4 na x zapisala kot 4 na x minus 1 krat 4 na 1. Namreč, če to in to seštejem, dobim ravno x, kar piše tukaj. Se pravi, zdaj bom 4 na minus x na minus 1 iz obeh izpostavila. 4 na x minus 1 izpostavim, pri prvem ostane 3, pri drugem pa ostane plus, tale 4 na 1 je ostala, kar lahko napišemo samo kot 4. In izpišemo 4 na x minus 1, to je krat 7, pardon, je 28. In zdaj bomo delili z 7 na obeh straneh in dobim, da je 4 na x plus 1 enako 28 deljeno 4, kar je ravno 4 ali 4 na 1. In zopet stopni sta enaki, torej x plus 1 mora biti 1, to pomeni, da je x enako nič, ker se enke izničita. Zdaj že vemo kako. 3 na x minus 2 je manjša, zato bom 3 na x napisala kot 3 na x minus 2 krat 3 na 2, ker minus 2 plus 2 je nič in bo ravno isto. Zopet, 3 na x minus 2 bom izpostavila. Kaj mi ostane pri prvem? Pri prvem ostane 3 na 2, to lahko tudi izračunam. 3 na 2 je 9, pri drugem pa 7. Je enako 2. Vem, da je 3 na x minus 2 krat 2 enako 2. Dvojka se na obeh straneh pojavi, lahko delim z 2.
in dobim, da je 3 na x minus 2 enako 1. Karkoli na koliko je 1 na nič, iz tega sledi, da je x minus 2 enako nič. Zdaj tukaj je drugače to, da je tukaj 5 na x. Bomo najprej tole prestavili na to stran, minus 24 pa na drugo stran. Torej dobim 5 na x plus 3, minus 5 na x plus 1 je 24. Zdaj bomo izpostavili. Zato bom x plus 3 napisali kot x plus 1 krat 5 na 2. 2 plus x plus 1 x plus 3. In zopet 5 na x plus 1 izpostavimo. Pri prvem ostane 5 na 2, to je 25. Kaj pa pri drugem smo pa vse porabili, zato napišemo 1. Je 24. In dobimo 5 na x plus 1 krat 24 je 24, takoj vidimo, da lahko delimo 24. In dobim, da je 5 na x plus 1 enako 1, kadarkoli vidimo tukaj 1, vemo, da mora biti tole nič. Torej x plus 1 nič, to pomeni, da je x enako minus 1. Kaj tukaj? Sta na isti strani, samo tukaj imamo zdaj x minus 5, tukaj pa x minus 3. Kdo ima še? Ja, x minus 5. In tukaj lahko zapišem to kot x minus 5 krat 2 na 3, pardon, 2 na 2, ker minus 5 plus 2 je ravno minus 3. In zopet izpostavimo 2 na x minus 5 in ostane 5, se pravi, izpostavim najprej 2 na x minus 5 in pri prvi ostane 5 in ostane še 2, minus 3 pri drugmu, tukaj je 34 in to je zdaj 2 na x minus 5 krat 2 na 2 je 4, 5 krat 4 je 20, minus 3. Zdaj vse te enačbe so tako lepo pripravljene, da bomo dobili na koncu ravno pravo rešitev. Iz tega bi dobili kaj? 2 na x minus 5 krat 17 je 34. Zdaj vidimo, da je ta 17 preveč in ker je krat, mi damo deljena. Takole. In dobimo, da je to enako 2. Torej smo dobili, da je 2 na x minus 5 enako 2 na 1, kar pomeni, da mora biti x minus 5 isto kot 1. X minus 5 mora biti 1 in x dobim 1 plus 5, to je 6. Konec. Eto, imamo jih še nekaj. Kaj imamo tukaj? Zdaj imamo pri 3 člene, ampak izpostavimo najmanjšo stopnjo. 12 na x in pri prvem bo ostalo 2. To je torej 12 na x krat 12 na 2. Tukaj je 12 na x krat 12 na 1 in mi izpostavimo jih vse skupaj 12 na x. In ostane pri prvem 12 na kvadrat, minus 10 krat 12 na 1, minus 4 krat, ne konec, krat 1 in ne bomo pisali 240. Zdaj pa to, kar je v oklepaju, vedno zračunamo. To je 144 minus 120 minus 4. Torej 144 minus 124, kar ostane 120. Imamo 12 na x je 120, pardon, 12 na x krat 120 je 240, delimo 120, tukaj se pokrajša, tukaj ostane 2, dobimo, da je 12 na x isto kot 2. Na koliko? Na 1. Zdaj pa 12 na koliko bo 2 na 1, to bo pa zdaj malce težavca, ker
tole se pa najbrž ne bo išlo. Bi mogli potem z logaritmi to rešiti, kar se ne znamo. Lahko še samo preverimo, če je slučajno kakšna napaka v računu, ampak mislim, da ne. Poglejmo še enkrat. 12 na x, 12 na 2 ostane, minus 10 krat 12 na 1, minus 4, v redu. 12 na 2 je 144, minus 120, minus 4, 124, 120, 240. Dobro, prišli smo do 12 na x je 2, zdaj za enkrat tega ne znamo rešiti. Kasneje bomo znali s pomočjo logaritmov, ampak za enkrat bo ta račun ostal nerešen. Kaj pri naslednjem naredimo? Tukaj, kar vidimo, imamo pa nekaj osnov 2 in nekaj osnov 3. Pa bomo dali tiste, kjer so osnova 2 na eno stran, takole damo kar minus, ostale pa damo na drugo stran, se pravi, iste osnove skupaj. Potem pa isto, kot smo imeli prej. X plus 5 bomo napisali 2 na x plus 4, ki je manjša krat 2 na 1. In potem lahko 2 na x plus 4 izpostavim in mi ostane 2 na 1 minus 1. Pri drugem pa bomo izpostavili 3 na x plus 4. Kaj mi ostane? Ja, do 6 moram priti, zato je to 3 na 2. Torej 3 na x plus 4 krat 3 na 2. Minus 8. Upamo, da kaj lepega pride. Kaj dobimo? 2 na x plus 4 bom prepisala. To, kar je v oklepaju, bom zračunala. 2 minus 1 je 1, krat 1 mi niti ne bi bilo treba pisati. 3 na x plus 4 poročunam. Pa tukaj dobim 3 na 2 je 9, minus 8 je krat 1. Se pravi, tudi če ne. Imamo 2 na nekaj, pa 3 na nekaj. Ker je različna osnova, morata biti stopni obe, vse sta isti, enaki nič, torej x enako minus 4. To vemo, če je različna osnova, morata biti stopni enaki nič. Še enega naredimo podobno, s tem, da tukaj imamo recimo štirko, vemo, da je to 2 na 2 na 2x na x plus 1, kar je isto kot 2 na 2x plus 2. In tega pustimo tukaj. Na 2 je še tale, zato bomo napisala plus 3 krat 2 na 2x minus 1. Ostale dam na drugo stran, s tem, da 25 bomo zapisala kot 5 na 2. 5 krat 5 na 2 na x minus 14 krat 5 na 2x minus 1. Zdaj tukajle nimam drugo možnosti, kot da izpostavim tisto, kar je manj, to je 2x minus 1. Zdaj tukaj bi mogla dati na 2x minus 1 plus 3, ker minus 1 plus 3 je plus 2. Torej mi ostane 2 na 3 plus 3 krat, to sem izpostavila, je v redu. Tole bo isto kot 5 krat 5 na 2x minus 14 krat 5 na 2x minus 1. Pa bomo 5 na 2x minus 1, kar je manj, izpostavili. In če bi tukaj imela 5 na 2x minus 1, krat 5 na 1, je skupaj 5 na 2x. Torej, če izpostavim 5 na 2x minus 1, mi ostane prva petka, pa še ta petka. Prav tole in to mi ostane, tole pa izpostavim. In izpostavila bom tudi tole, zato mi ostane minus 14. In dobim 2 na 2x minus 1 krat 2 na 3 je 8 plus 3 je 11. Z druge strani je 5 na 2x minus 1 krat 5 krat 5 je 25, minus 14 je tudi 11. 11 lahko počrtamo, ker v bistvu delimo. Dobimo 5 na 2x minus 1, 2 na 2x minus 1, pa 5 na 2x minus 1. Zopet vidimo, da mora biti 2x minus 1 enako nič. To pomeni, da mora biti 2x enako 1. Z tega sledi, da mora biti x1 polovica. Tako.